Ja, nič novega ni, da psi veliko bolje vohajo od nas, ne, pa tudi zelo dobro slišijo, kar nam pride zelo prav, kadar je treba koga najti, poiskati, če je kdo kje zgubljen. Ne samo človek, ne tudi kakšen predmet, ne, če imamo psa doma, ki ga lahko to naučimo. Z menoj v gostih je pa Sava Zibler, predsednica Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije ter njene 2 psička. Sava, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Kako sta pa tele 2 lepoca ali lepotici? Ja, tale tukaj, ki je na kavču, je Joy, labradorka, stara malo manj kot 5 let. Spodaj pa Furija, 13 let stara, isto labradorka, obe dve izšolana psa za iskanje pogrešanih in jasno družinska člana. Družinska člana, ja se vidim, Furija ima že tole... Ja, že si vi. Že si vi okrog smrčka, se vidi, da je starešina, ne? Tako. Joy pa še krasna, črna. In Sava, je lahko vsak pes reševalni pes? Kakšni so tukaj pogoji, kateri psi so primerni? Ja, zdaj tle včasih radi rečemo, da je pravzaprav vsak pes lahko reševalni pes, vendar v resnici je treba pač vzeti v okvir, da so to različne situacije, da se zahteva določena gibljivost psa, premagovanje ovir, se pravi, da ima neko agilnost, tako da na koncu pridemo do tega, da... Angleški buldog ni najbolj primerna. Ja, kar se tiče potem že kot same velikosti, a ne, da mogoče zelo majhni ali pa zelo veliki, težki niso primerni. Drugo je pa, da vedno iščemo pse, ki imajo nek nagon, željo po iskanju, a ne, to pa potem pridemo na neke pasme, ki so delovne linije, delovne pasme, ovčarji, prinašalci vseh vrst in tako naprej, a ne. Tako da do neke meje pa se pravzaprav da skoraj vsakega psa nekaj naučiti, za neke višje stopnje pa fajn, da imamo še neke predispozicije, pasje tudi vključene. Pasje, ne predispozicije. Ja. Ne, ampak vsak pes rabi pa tudi svojega vodnika. Ja. Ne, mora biti tudi vodnik primerne sorte človek, da postane vodnik reševalnega psa? Ja, zdaj, če gledamo na nek delo z reševalnim psom, to gledamo vedno kot na nek tim. A ne, se pravi, vedno sta vodnik in pes morata biti nek delujoč, funkcionalen par. Tako da pravzaprav poleg tega, da morata en na drugega se navaditi, se spoznati, se naučiti komunicirati, je pa tudi za človeka seveda zaželjeno, da ima nek ta odnos, se pravi, kot prvega mora to zanimati, ne? Se pravi, ima nek odnos do skupnosti tudi, mi smo vsi prostovoljci, se pravi, mora biti pripravljen si pač vzeti čas, tudi vlagamo svoja sredstva noter, ne? Fajn je, da si približen fizično tudi dost agilen, da si sposoben tudi sam premagovati, ne, te zahteve. Ne smeš biti preveč občutljiv, ne, mi delamo, lahko dežuje, sneži, ponoč, če ruševina, je prah in tako naprej. Ne, se pravi, kot tak bolj trpežen in pa ta odnos do neke skupnosti, želja pomagati in pa ustvariti nek odnos s psom kot partnerjem. Kako se more pa vodnik v bistvu izobraziti, usposobiti? Ne? Kakšna je šola za nas, ljudi? Za ljudi. Ja, zdaj, poleg tega, ne, da se ima neka kinološka znanja in pa usposobljen za delo s psom, seveda mi vodimo tega psa, ne, ko smo na neki akciji ali pa v šolanju, tako da je pač treba poznati tudi, ne vem, jaz imam tle sabo, ne, se pravi, treba je znati upravljati z zvezami, se pravi, da obstaja komunikacija, uporaba tehničnih pripomočkov, kot je GPS, da se še mi ne zgubimo slučajno, če iščemo pogrešano osebo, da vemo, kje se nahajamo. Potem je tudi, izobrazimo se v osnovah prve pomoči za človeka in pa seveda pa piškote imam v žepu. Aha, zato takole Furija liže po žepu. In pa seveda prva pomoč za psa, veterinarska, ker se ti pač lahko marsikaj zgodi, pa da znaš samo skrbeti in pomagati psu, preden priješ mogoče do veterinarja ali kaj podobnega. Tako da to so neke take osnovne stvari, ki čakajo tudi vodnika. Tako, ne more biti kar vsak vodnik, ne rabiš malo trdne kože. Ne moreš imeti kar željo, voljo, pa se pravim, po eni strani so odrekane, po drugi strani pa pač najdeš v tem delu, če si ta prav, to veliko zadovoljstva, da pravzaprav si imaš zapolnen življenje. Kdaj ste vi začeli
Da sem jaz aktivna vodnica, sem začela s tole psico Furijo, to je zdaj ona, se pravi 13 let. Da sem se pa srečala s tem, je pa v bistvu zdaj že 40 let nazaj, ko je moj oče in pa njegov kolega gospod Kogovšek, ki je enak starosta reševalstva v Sloveniji, sta pripeljala tele labradorce in se pravzaprav tudi je oče vstopil v ta svet. S tem sem jaz se s tem spoznavala, tekom življenja so bile pač druge želje, prioritete, ampak potem smo se vrnili k temu, pripeljali psa, sicer ne z namenom, da se bom ukvarjala z reševalstvom, a ne? Ampak potem, kot rečeno, s temi poznanstvi, želela sem se, vlekel me je, sem rekla, ok, pa gremo probati, a ne, spet s Frankom Kogovškom sem začela in potem te posrka vase. In zdaj pač ta drug pes je pa že dejansko bil prišel k hiši z namenom, da bo reševalni pes, a ne. Že od malih tačk. Od malih tačk. Ga tako rekoč navajate, ne, učite imenitno. Sava, bova še nadaljevala pogovor, na hitro smuknimo v glase, tudi da malce odpremo studio, da ga prezračimo, da kužki dobijo nekaj svežega zraka, tako da ostanite z nami, nadaljujemo takoj po oglasih pogovor o reševalnih psih. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo in v moji družbi sta dve luštni reševalni kužike in pa predsednica Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije, Sava Zibler. Sava, ponovno lepo pozdravljena. Zdaj smo zamenjali, ne? Zdaj je Furija prišla malo na kavč, ko je starešina, pa je šla Joy na tla. Zdaj rekla si, da Joy je prišla k vam prav s tem namenom, da bo reševalna kužika, Furija je bila pa kasneje upeljana, tako rekoč. In kako je recimo med njima dvema? A da Furija kakšen nasvet Joy ali pa jo kaj nauči, ali to ne deluje tako med kuži? Kaj pa vem, da bi rekla, mogoče se prej navlečejo kakšnih slabih navad lahko, ne? Da bi pa rekla, da bi pa prav Furija učila Joy, pa ne, poleg tega sta pa, ne glede na to, da sta obe dve labradorki, zelo različni. Tako po karakterju, kot po načinu dela, tudi jaz sem mogla kar spremeniti sam način dela, ne? Tako da ne moreš kar reči, da to je pa kar vse enaka, ne? Za vsakega psa isti modeli delujejo, tako rekoč. Se treba prilagajati karakterju psa verjetno. Kako pa drugače poteka urjenje psa v reševanju psa? Zdaj, če ga vemo že takoj, da bomo se mi aktivno s tem ukvarjali, potem je dobro, da v bistvu že takoj, ko mladiček pride k hiši, da začnemo z tem navajanjem. Več ali manj gre tukaj v prvih mesecih za vzpostavitev odnosa med vodnikom in psom, ker ta odnos je treba zgraditi in na tem potem gradimo lahko pravzaprav celo kariero. Tako da gre za ta zaupanje, da ga naučimo nekih osnovnih kaj je prav, kaj je narobe, da razpozna te komande, ker pač psom se ne moramo pogovarjati tako kot z ljudmi, da mu razlagamo v celih stavkih, on je pač treba na kratko mu povedati ja, ne in tako. Potem se pa počasi začnemo z tudi temi skupinskimi treningi, delamo na poligonu poslušnost, ker je pač pes mora biti poslušen do neke mere, zaradi tega, ker so lahko tudi kakšni dogodki, kjer če ti rečeš stoj ali pa pridi sem, more prideti, ker je lahko nevarnosti, In pa začenjamo z treningom iskanja, se pravi, da navajamo psa na, mi iščemo žive ljudi, to je v bistvu naš osnovni cilj, tako da navajamo psa, da išče vonj po živem človeku, izvor tega vonja. Potem postopno gradimo še ločeno tudi nakazovanje, se pravi, ker je pes ti more povedati, da je nekaj našel, ker ti nisi stalno v nekem kontaktu vidnem z njim. Večina psov laja, drugače pa še tudi druge metode tega, da pes na kakšen način pes pove. In pa potem nagrada, igra in tako naprej. In potem se postopno, korak po korak se nagrajuje, če prehitevaš, se hitro upečeš, greš korak naprej, pa potem dva nazaj. Tako se pravi, potrpežljivost. Potrpežljivost in postopnost je vsekakor glavno pravilo. In pa pač ti treningi so bodisi za iskanje pogrešanih oseb, se pravi, to je v naravnem okolju in pa za
primer potresov, se pravi na ruševinah, to so neki poligoni ruševinski, česar imamo v Sloveniji kar malo, tako da veliko hodimo v tujino, potem, ko so psi malo kakšnega leta naprej, a ne. Delamo tudi iskanje pogrešanih v plazovih. Se pravi, hotel vprašati, Ja. kaj pa plazovi? Tako, to sicer ni neka naša osnovna dejavnost, da bi rekli, ker so pravzaprav gorska reševalna služba tista, ki je prva na kraju in preden tudi mi pridemo gor, je lahko preteče kar precej časa. Je pa to izredno dober način treninga, sploh za mlade pse, je tako čisto okolje, ni nekih motečih faktorjev, drugih vonjav. Naučimo psa kopati, ki je lahko, ker nam potem pride prav tudi v ruševini, ta prodornost, želja prideti k človeku in tako. Verjetno je tudi lažje zakopati tega prostovoljca, ne, naprimer, če bi jaz prišel, Ja, pa me niti- lahko sneg zakopljete, kukor zdaj Ja, z enimi opekami obložite. Ampak moraš najprej luknjo skopati, a ne, moraš najprej sam skopati luknjo, se pravi kot neki glu, da potem lahko človeka noter zakopljaš, je pa dosti tak, za kakšne ljudi lahko tudi neprijeten občutek, ne, tako utesnjenosti pa to, ampak to je tudi taka, res, mi gremo vsako leto za par dni, tudi za starejšimi psi, za mlade pa to je tak res en tak super vstop v ta reševalstvo. A obstajajo kakšni znaki, da vidimo, da ima pa naš pes mogoče dar, da postane reševalni pes? Ja. Ali pa kaj takega, ne? Prejle med oglasi so se pogovarjala, sem Ja. ti omenil, da veliko časa preživim s psičko, ki je Ja. istrski gonič, in vem, da ona imenitno voha. Ja. Ne? Ona bi verjetno rajš zajca poiskala, Ja. kakor človeka. Sej naši psi bi tudi ganjali kakšne živali po gozdu, a ne? To jih je pač treba naučiti, da je to ni zaželeno obnašanje, tako kot jih učimo za vse ostale stvari. Vsekakor je pa to, se pravi, pes, ki ti kaže neko željo po delu, a ne? Se pravi, ne da ga moraš ti prositi, a bo šel pa to, ne? Se pravi, psi, ki imajo željo po delu in pa ki imajo ta nagon, a ne? Se pravi, mi velikrat, ravno ko ste omenili te goniče, a ne, primerjamo učenje psa kot za iskanje pogrešanih oseb z samim lovom v naravnem okolju psa, ne? Se pravi, ko pes zavoha, ne vem, žrtev ali pa divjad, ne, pri nas govorimo, da zavoha vonj po človeku, a ne, potem ga išče, a ne, tam pač goni tisto žival, a ne, naš pes se ravno tako približuje temu vonju, a ne. Potem je spet ta cela procedura, ko ga ujame, pri nas ga pač človeka ne zagrapa, ne, ampak ga nalaja, se pravi nakaže. Tako da vlečemo te vzporednice, a ne, tako da dejansko vsi ti psi so primerni s primernim šolanjem, so primerni za delo, a ne. Imajo ta nagon, željo po delu, željo po iskanju in tako. Ker imam tudi enega baseta, Ja. tako v varstvu sem pa tja, ki zelo dober voha. Ja. Želje po delu pa se mi zdi, da Ja. nima zelo velike. No, sam se recimo tudi primer v Ameriki, ko uporabljajo za ta main trailing te bloodhounde, a ne, oni imajo blazno močen vonj, mislim, sposobnost vonja, a ne, ne moreš pa zdaj to primerjati z neko agilnostjo ali pa, ne, dejansko so specializirani za ta dela, ne, zelo težko bi tacga psa pa premaknil še v neka druga okolja. V druga okolja. Ja. Ja, to bloodhoundi v Ameriki to znani po temu, da če je kdo iz zapora Tako. zbežal, ne, so pol Tako. Ja, tako, ne, tako. zanimivo. Jaz sem si tudi bloodhounda zelo želel. Pri nas sploh ne vem, če je kakšno leglo. Ja, jaz tudi ne, težko, no, ne poznam. Težko, ne. Ampak drugače lepi psi, tako kot so vsi psi lepi. Obstajajo kakšni posebni izzivi za vodnika in psa reševalca, Seveda. s katerimi se srečujejo, si predstavlja, da marsikatero Ja. v bistvu, ne? Vsak dan sprot skoraj. Ne, no, izzivi so dejansko to, da se ti zorganiziraš, da vzpostaviš to komunikacijo. Ne, včasih kakšni mladi vodnik reče, pa kako me ta pes, zakaj ne naredi tega, kar mu rečem, a ne. Zato je vedno en sam odgovor, zaradi tega, ker mu nisi mu pravilno tega prikazal, da se je pes Predstavil, naučil, pes pač ne razume, kaj želiš od tebe, od njega, ne. Tako da v bistvu gre za to. Izzivi seveda so tudi, prej sem omenila, ne, recimo, če želimo pač šolati psa za iskanje pogrešanih v primeru potresov, ruševine, a ne, je v bistvu teh poligonov v Sloveniji tako rekoč ni, a ne, tudi vse, kar se podre, zelo hitro pospravimo, kar je sicer super za okolje, a ne, tako da je
treba se zorganizirati, poiskati delovišča izven Slovenije, ne, organizirati si čas, najdeti ta čas. In pa seveda, mislim, da se še vsak vodnik, vsaj s prvim psom prej ali slej nekje, jaz rečem, zaciklal, ne. Se pravi, nekaj nisi naredil prav v redu, tega nisi razpoznal, vlekel to naprej in zdaj kako zdaj to odpraviti, ne. Tako da to so izzivi. Pa vedno se pravzaprav soočamo z novimi situacijami, a ne. En dan ni enak pravzaprav drugemu. In se je pač treba znajdeti v taki situaciji, se z njo soočiti, najdeti rešitev. Tako da izzivov je kar dovolj. Izkušnje veliko pomenijo. Veliko, ja. Tudi od kolegov se lahko veliko naučimo. Sploh potem, ko novega psa, ne. Verjetno je vam lažje zdaj po eni strani je, po drugi strani je pa vidiš, da pa stvar, ki pri enem psu, to, kar sem prej omenila, deluje mogoče pri drugemu, ne, pa moraš spet malo prilagoditi, ne. Tako da moraš sebe na novo naučiti, moraš vodnik se nekaj novo. Kako dolgo pa traja to, da pes postane pes reševalec? Ima neki izpit za opraviti? Tako 2 do 3 leta, ne bi rekel, da rečeš, da je tak pes, ki je vsaj približno primeren za to, da je lahko rečeš, da je usposobljen. Lahko pri kakšnih traja kaj dalj časa, ne, mogoče, ker ni samo pasma, ne, so tudi vsak pes karakteristike, vsak ima tudi neke svoje lastnosti. Kakšni tudi prej, ne, ampak zdaj prej, kot v 2 letih bi pa težko rekla, ne, zaradi tega, ker tudi ti, ko greš na neko akcijo, nosiš odgovornost, ne, do sebe, do psa, do ljudi, ki so tam in v končni fazi tudi do tega, da rečeš, ja, jaz sem tukaj, želim pomagati in sem za to usposobljen, tako jaz kot moj pes, ne. Tekom šolanja preverjamo usposobljenost, zaradi tega, da vidimo, ali grejo stvari v pravo smer ali ne grejo v pravo smer. Tekom šolanja se lahko tudi pokaže, da mogoče kakšen pes zelo dober lahko na ruševini, pa mogoče gost ne ustreza ali pa obratno, ne, tako da se nas veliko dela v več discipline, kakšni pa se tudi specializirajo, ne. Tako da in potem so pa pač različni nivoji te usposobljenosti, preizkusov, potem tudi najprej čist nekih izpitnih, da temu tako rečem, potem pa dejansko tudi neke simulacije realnih akcij se preverja, tako usposobljenost psa kot vodnika. In verjetno jaz si zdaj tako predstavljam, če tako logično razmišljam, da če bi jaz imel svojega psa in bi zdaj 2-3 leta pridno trenirala in jaz opravim izpit, Kuža opravi izpit, da na prvo akcijo ne bi šla sama. Nikoli ne greste sam. Vedno več parov reševalcev. Ja, seveda. Lahko se ti sicer zgodi, da si v določenem trenutku tam sam, če je slučajno situacija taka, da nihče drug ne more, bola, ne vem, iz službe ne more, ne. Ampak drugače tam vedno jih je več, če si sam, se boš tudi sam znajdel, na prvo akcijo pa sigurno nikoli ne boš šel sam. Se tudi večkrat prakticira, da se tudi vodniki sami hodijo na akcijo, brez psa, dokler pa še ni usposobljen, da se mogoče ravno zato, da dobi občutek za to situacijo, ne. Te akcije realne, ko iščemo pogrešane, vodi drugače policija, ne, oni tudi odločajo o tem, ali potrebujejo pomoč psov, nas kličejo potem preko 112. Sama organizacija dela z psi pa je v bistvu v domeni vodnikov oziroma vodje enot, ki so sem, ne, tam so vedno prisotni tudi kolegi iz naše sestrske zveze, to je Kinološka zveza Slovenije, ki ima ravno tako enote z reševalnimi psi in v bistvu potem je treba se zorganizirati, si tudi sami potem kaj bomo iskali, kje bomo iskali, koliko parov bo kam šlo. Zelo redko gre pa par sam, ravno tudi zaradi tega, ker moramo zagotavljati neko varnost, ne, ker ponavadi 2 ali pa 3 skupaj odidejo na nek teren, pa se tako, da se nekaj ne razpršimo. Tako se treba tudi malo razporediti. No, če boste kdaj rabili kakšnega prostovoljca, da se skrije v kakšno grmovje ali pa zakoplje do polovice ali pa kaj takega, me kar pokličite. Če me zbudi en Kuža, da me liže po obrazu. To sicer ne želimo, ampak lahko knjigo sabo vzamem, tako da je zdaj ta pes, ta pa res ni toliko dober. Ja, no tle sicer moram reči, da za trening je izredno pomembni so te markerji, ne. Tako da v bistvu ne moramo glih vsakega s ceste vzeti pa reči, pet se ti tamle skrit za grm, zaradi tega, ker je v fazi šolanja izredno pomembna ta, kako pes doživi to srečanje z osebo,
tam pes je tudi ponovadi nagrajen tam in tako, in v bistvu je zelo, zelo pomemben faktor v procesu šolanja psa. Ta iskana oseba. V realni akciji pa pač je, kdor je. Se bom pustil izobraziti za subjekt treninga. Super. Tako rekoč. Super. Sava Zibler, najlepša hvala za vaš čas, da ste nam predstavili to, kaj pomeni biti vodnik reševalnega psa in tudi vaše čudovite reševalne pse. In seveda hvala za vso delo, ki ga upravljate na Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije. Tudi vam hvala za povabilo, no, smo z veseljem prišli. Še kdaj. Morda, če lahko kakšen vaš trening, kdaj se zmenimo posnetek. Lahko, evo, kontakt imamo, pa pridete lahko, tako. Se bomo zmenili. Super, velja. Tako, in če bi tudi vi vašega psa radi spremenili v reševalnega psa, le kontaktirajte Zvezo vodnikov reševalnih psov v Sloveniji ali pa Kinološko zvezo Slovenije. Kinološko zvezo, tako, mislim, da nas boste najdeli, vsi smo prisotni na spletu in na socialnih omrežjih, tako da. Imenitno. Kako imenitne goste sem pa danes imel, ni pa še konec naše jutranje oddaje, tako da ostanite z nami in nadaljujemo takoj po oglasih.